Dobrodošli spet v oddaji Ambienti. Prej ali slej začnejo mladi razmišljati, kako iti na svoje in si ustvariti čisto svoj dom. Ni pa nujno, da zato zapustijo hišo staršev, kajti morda se ravno v njej skriva najboljše razmerje med zaželjeno samostojnostjo in intimo na eni ter finančno vzdržnostjo na drugi strani. Predstavljamo vam mansardo, ki je prinesla oboje. Ponaša se z inovativnimi arhitekturnimi prijemi, predvsem pa se po prenovi danes kopa v dnevni svetlobi. Kako v relativno majhnem stanovanju zagotoviti unikatno izkušnjo bivanja v hiši? V temle primeru so arhitekti prišli na izvirno idejo, ki so jo poimenovali hiša v hiši. Marko, vi ste srečni lastnik tele čudovito prenovljene mansarde. Povejte mi, kakšna je njena zgodba? Kaj je bilo prej tukaj? Včasih je bilo to gospodarsko poslopje. Stavba ali pa osnova stavbe je verjetno stara več kot 100 let, ampak nekje 50 let nazaj so stavbo kot celoto pregradili, iz nje naredili 4 vrstne hiše in potem se je začelo postopoma opremljati tudi vertikalno. Starša sta najprej živela spodaj v pritličju, potem s časoma, ko se je tudi družina večala, sta si uredila bivanjske prostore v prvem nadstropju, kjer sta še sedaj. Zgoraj, na podstrešju, pa so nastale 3 otroške sobe, likalnica in sušilnica. A ste kot otrok tukaj živeli v teh že v mansardnih prostorih? Tako. Jaz sem ves čas, oziroma praktično do prenove, dojemal te prostore takšne, kot so bili. Torej, velikost, razporeditev. Jaz nekako nisem mogel iz svojih okvirjev, kako zasnovati to mansardo oziroma podstrešje. Zato sva morala poiskati nekoga, ki tu še ni bil, še ni videl tega, ni bil obremenjen, in poiskati neko rešitev iz ničle. Kakšne želje ste imeli od začetka? Ste res bili povsem nepopisan list in ste se samo prepustili arhitektu, ali kljub vsemu nekaj je bilo z vaše strani ali pa še bolj pogosto s strani partnerke? Glavna želja je bila čim več naravne svetlobe. Partnerka je v službi delala bolj kot ne z umetno svetlobo oziroma v umetni svetlobi in si je želela po službi ravno nasprotje, čim več naravne svetlobe in zaradi tega seveda tudi toliko strešnih oken, 16+3, če tako rečemo 16 strešnih plus 3 vertikalna. In naslednji, kar se tiče pa opreme, zahtevek, če tako rečemo, je bil pa velikost pultov 1 meter. Oba sva malo višja in sva rekla, želiva si malo višje pulte za neko udobje pri delovnih površinah. In kako zdaj, Marjan, pridemo do tele največje posebnosti mansarde, ki jo imenujete hiša v hiši? Kako je prišlo do tega? Za mlado družino, ki prenavlja mansardo, pomeni novo stanovanje, ne samo novega stanovanja, ampak v bistvu nov začetek, izraz njihovega načina bivanja. Torej, ali lahko mi kot arhitekti ponudimo neko rešitev, da ne zgradimo samo novega stanovanja v obstoječi hiši, ampak celo novo hišo v obstoječi hiši. Zato smo mi začeli z idejo, da če ustavimo profil nove hiše v podstreho, s tem omogočimo dostop svetlobe iz druge strani zgoraj, ne? Željo naročnika po kar se da svetlem domu so arhitekti uresničili z zasnovo hiša v hiši, ki je omogočila umestitev številnih oken na različne pozicije, tako v strehi kot v steni. Pri mansardi je zmeraj tako, se pravi, samo sleme je ponavadi v temi in zdaj, če hočeš to nekako izničiti to temo ali pa da ne delaš spuščenih stropov, takrat uvedeš zanitalno svetlobo in omogočiš, da so vsi prostori preplavljeni z naravno svetlobo. Ključno pri zasnovi oken je to, da je svetlo tako zjutraj kot popoldne. Torej niso vsa okna, vseh 19 oken samo na eni strani strehe, ampak jih je celo več pri jutranjem soncu oziroma skozi večino oken jutranje sonce noter posije. Domen, midva sva se pa prav lepo namestila na tele sončni terasi in me zanima nekaj, ko človek načrtuje mansardo, podstrešni prostor, so tukaj gotovo neke specifike, na katere bi vi še posebej opozorili?
Ja, mansarda je malo bolj poseben prostor, kot pa recimo ena klasična etaža, tako da pri prenovi mansarde je vsekakor priporočljivo vključiti arhitekta, ker arhitekt ima dovolj znanja in izkušenj, da lahko en tak prostor funkcionalno dobro organizira. Seveda je pa zelo pomembno, da se v tem prostoru tudi dobro počutimo, in to pa pomeni, da mora biti to bivalno ugodje zagotovljeno. Sestavni del tega je pa dobra naravna osvetljenost, svež zrak in pa tudi pogled iz prostora. Vse te elemente nam pa omogočajo okenske odprtine in zaradi tega je zelo pomembno, da pri načrtovanju seveda dobro premislimo tudi samo postavitev oken v načrtu. Zdaj, ko gre za strešino, so seveda strešna okna prva izbira, na kar bi človek pomislil. Kako je z vgradnjo strešnih oken? Je tukaj bolj zahtevno, kot kadar gre za neko klasično enoto, kjer bomo razmišljali samo o vertikalnih oknih? Ne, ponovadi je ravno obratno. Pri postavitvi strešnih oken nimamo toliko nekih, bomo rekli, posegov v konstrukcijo, zaradi tega, ker se strešna okna večinoma vgrajujejo kar med špirovci in jih lahko zelo poljubno kombiniramo, okno nad oknom, okno ob oknu, kar je recimo sploh pri prenovi zelo dobrodošlo. Omenili ste torej svež zrak, naravno svetlobo in razgled, pogled, torej vizualni stik z okolico. Ja. Tukaj pa treba sigurno biti potem previden, na katero višino vgradimo to naše okno v svet. Ja, res je, pri mansardah v določenih primerih je kolenčni zid višji in ker so okna vgrajena na zunanji površini strehe, se večkrat zdi, da pogled iz prostora ni omogočen in smo omejeni kvečjemu samo na pogled na nebo. Takrat se pa poslužujemo vertikalno strešne kombinacije, se pravi kombinacije strešnega okna z vertikalnim elementom, kot je tudi tukaj to bilo predvideno s strani arhitektov, ker prednost te kombinacije je ravno ta, da se vertikalni element in pa strešno okno stikata med seboj. Se pravi, med njima ni nobenih konstrukcijskih elementov, ker je ta vmesni element, dejansko je ločnica med njima samo okenski okvir, vse ostalo je potem zasteklitev, tako da je pogled preko take kombinacije seveda zelo širok, imamo možnost pogleda in neba in pa seveda tudi okolice objekta. Kako je pa s pregrevanjem? Gotovo je to eden izmed pomislekov, ki jih imajo ljudje takoj, ko toliko oken spravimo v strešne prostore. Ja, vsekakor, marsikdo bo pomislil, da tu je pa mogoče oken res kar malo preveč, in se vsi kar malo ustrašijo ravno tega pregrevanja. Ampak ravno zaradi tega, ker je teh oken tukaj toliko, je ta prostor svetu zračen, atraktiven, tudi občutek prostornosti je bistveno večji, kot pa recimo na papirju, po kvadraturi. Ampak dejstvo je, da če imamo mi prostor dobro naravno osvetljen, lahko mi svetlobo še vedno zmanjšamo, se pravi, si jo lahko prilagajamo svojim potrebam. To seveda dosežemo z senčili, medtem ko pa če je prostor slabo osvetljen, ga pa ne moramo izboljšati, razen seveda z uporabo umetnih svetil. Takrat se pa seveda tudi poraba električne energije poveča in seveda brez umetne razsvetljave ne gre, ampak ta naj pa naravno samo dopolnjuje takrat, ko je pač naravne svetlobe premalo, ne sme pa nadomeščati. Čeprav je bila večina pohištva izdelana po meri, pa so nekateri kosi opreme le obnovljeni na poseben način. Na kakšnih stolih zdajle sedimo? Stoli so obnovljeni, pretapicirani, plastični elementi, ki so bili dotrajani, so pa 3D natisnjeni. Recimo tamle dol nogice. Plastični so razni čepi, razne takšne stvari, ki so ravno zaradi tega, ker so stoli starejši, jih tega ni bilo več za dobiti. Seveda. Zato sem moral poprositi kolega, če mi lahko s svojim 3D znanjem oziroma znanjem 3D tiskanja pomaga, ustvariti s 3D tiskom. Ampak tale perforirana tribuna, to je pohodno tudi za odrasle, ne samo, da se otroci zgor igrajo. Ja, seveda, površina je funkcionalna, torej lahko jo uporabljamo za sedenje, branje, komunikacijo, kadar je kuhinja v uporabi in tudi namenjena je gledanju projekcij na zadnji steni. In spet lahko ponovimo frazo: ima vse, kar imajo veliki.